Šlah bi kaj za repo vmes, ne? Bi položil kakšno rimo. Komod. Niti pa tu je tudi narodno zabavna, ne, muzika, oziroma celo se povezuješ z narodno zabavno muziko. Konkretno Alfi. Ja. Dober reper mora znati na konc koncev odrepati na kakršnokoli glasbo, ne, zato ker hip-hop glasba je nastala iz druge glasbe. Ja. Hip-hop glasbi so sampli, so inspiracije muzike, ki je bila pred tem, ali je to jazz, rock. Zdaj, da s tem jaz nimam težav. Po drugi strani pa recimo, verjetno si ciljal na Alfijevo sodelovanje z Alfi Nipičem, pa mi je všeč to, da so oni neka zvrst, ki imajo to neko svojo sceno, ki jo moče mi nimamo. Ne? No, ki imajo, zdaj si načel na dobro temo, ja seveda, absolutno. Ki imajo oddaje, ki so jih konec koncev sami postavili, ki se znajo iti biznis na konec koncev. Kar se je v naši muziki pa v tej, bi rekel, neki... Tudi v popu slovenskem, tudi to je zginilo, ne? Tako da se malo samujem, ne, jaz pa muziko delam z dušo pa srcem, denar me ne zanima, okej, ko si v studiu, jaz sem tudi z dušo pa srcem, ne. Vsi smo. Samo, ko je pa treba studio plačati, pa ko je treba plačati položnice, pa pač treba nekaj zaslužiti. Kaj boš rekel, ti dam dušo in srce, evo, izvoli, pa grem. Ja. Pač se mi zdi, da se to skozi sramujem, medtem ko se v tej sceni ne. V tej sceni je jasno, dobra harmonika mora biti, plate snemajo, še vedno CD-je, včeraj sem ni dobil en CD od enega narodnega zabavnega ansambla, čisto svež. Medtem ko mi razmišljamo, se sploh splačati, kaj snemati, a ni boljše single delati, pa folko dati, tako te cajta nekaj. Pa glej, ne, Boštjan, tudi, če se obrnemo recimo na nacionalno televizijo, ki ne bi vse te stvari podpirala, ne, kje lahko predstaviš, recimo, mislim, narod, kot si sam rekel, narodno zabavna scena ima svoje oddaje, ima svoje, ne? Mislim, zato so pa danes tu. Ja, je tako, ne? Je, seveda. Ne spomnim se, kdaj sem nazadnje sedel, pa se tako dolgo pogovarjal z nekom na televiziji, ne? Ja. Včasih je bila možnost, ne? Zdaj, danes jaz tako pravim. Kaj misliš, kje je vzrok temu? Zakaj se te stvari, kdo to bremza, no, če tako rečem, ali kaj? Ja, jaz mislim, da pač ta vzgoja, ne, da pač ljudje verjetno tudi, mislim... Ali se glasbeniki ne zberemo skupaj, pa nekaj rečemo na to temo in, kot si rekel, oni so se sami postavili, ne, te oddaje, ta narodno zabavna scena, če že govorimo. Ja, jaz mislim, da prvo, kar je, se ne znamo povezati, ne, ampak jaz tudi mislim, da se še dolgo ne bomo znali povezati, če smo se iskreni, ne, se pravi, bi rekel, neka Štajerska z ljubljanskim delom, težko, da se bomo v muziki povezali, težko. Zato, ker se pogovarjam... Izhajaš iz preteklosti, ali kaj da? Ne iz preteklosti, iz sedanjosti izhajam. Zato, ker sem imel toliko slabih izkušenj, ne jaz. So bili to ljudje iz rock glasbe, iz narodno zabavne glasbe. Zmeri so neke take, bi rekel, neka trenja tu, ne. Zmeri so. In jaz ne vem niti točno zakaj. Potem pa po drugi strani pogledaš, narodno zabavni ansambli, ki so šli neko skupno pot, je zelo malo, oziroma je zelo veliko Štajercev, Korošcev, v bistvu neke okolice. Tudi vodijo to sceno, se mi zdi, ne? Nekako. Ja. In dosti krat se mi zdi, da pač, jaz ti odkrito povem, jaz prijem v Ljubljano na kak dogodek, en večer in se zmenim 5 stvari. Tudi tebe sem srečal tu v Ljubljani. Mi te možnosti recimo na Štajerskem nimamo, ne, v Mariboru ali pa v Velenju nimajo, pa v Celju ni skupnih nekih druženja, ni medijev, kjer bi se dobili, jutri snemam to, jutri ono prije zraven, povabim to oddajo, rabim špil, tega ni. Ne. No, če ste že pri tem, ne, srečala sva se na Žarometih, ne, to je ena medijska nagrada, zdaj bodo Viktorji, pa me zanima, kaj misliš o tem? Se pravi, da slovenska scena je kar močna, da rabimo to. A tako močna scena? Da mi slabo vidimo. Ne vem, jaz tako sem ti prej rekel, jaz sem vesel, da se malo podružimo muzičari, spomnim se na tiste stare dobre čase, ko so bili ti prvi Viktorji, pa te zadeve, ko smo s nekim takim si pričakovanjem bili, pa ko... Pa je nekaj pomenilo. Pa je to nekaj pomenilo. Imelo eno težo, ne? Ja, zdaj, če ti iskreno povem, jaz zdaj vem, zato, ker sem še dal to skozi, nimam nekih občutkov od teh nagrad, oziroma na Žarometu nisem imel nekih, kdo je dobil, ne, kdo je pa dobil, ne. Če me zdaj vprašaš, niti ne vem točno, kdo je dobil, kaj je dobil, ne. Takrat pa je še bil ta feeling, on je dobil, na radijske postaje so se med sabo žgale, vem, ko nore, to je bilo neko tekmovalnost, kar je meni bilo všeč, zdaj pa, saj za mene ni to več neka taka tekmovalnost, ni mi to pomembno.
Zdaj pa, če pa rabimo dvojne, oziroma če rabimo Viktor in žaromete, to pa zdaj ne vem, to pa verjetno tisti organizatorji sami vejo, to konc koncev je tek promocija nekih medijev, ne, bolj kot pa nas muzičarov. Kako sta se dobila z Alfijem? Kaj si šel ti do njega, on do tebe? Alfi Nipič, legenda, itak. Ja. Legenda je meni enkrat na šanku, na enem koncertu, midva bi mogla nekaj skupaj narediti. Ja. Ko sem včasih naredil, se pravi muzikanta v tehno verziji imel, če se ne Techno Alfi. Techno Alfi, ja. Tako, ja. Snake Alfi, super, je bilo to, tisto, takrat meni ni bilo všeč, ampak pol mi je počel govoriti in sem v bistvu ugotovil, da je bilo to za neko publiko narediti. Rekel, da je bil toliko koncertov po diskotekah, ko jih ni imel, ne vem, DJ, ne. Ja. Zdaj, da on je neko finto naredil, neki za joke in jaz sem rekel, dobro, ko bom imel kaj v tej smeri, se slišim, pa če boš ti imel, jaz sem pol delal glih ta komad 2 plati, ker pa je bilo ono, stari, Alfi. Alfi je prišel v studio, svejo, pa smo se dosti dobro poznala in potem, ko smo ta komad naredila, smo prišli še na idejo, da naredimo en koncert, ampak ne navaden koncert, pa koncert z big bandom Vox, to so Velenčani, Korošci, smo naredila res, kar se mene tiče, en iz mojih boljših koncertov, se pravi, v stilu nekega, že skoraj na pol musicala, malo plesa, smo naredili en tak fajn večer, oziroma enih 3-4 večeri so to bili. Tako da, tu pa tam pa se še srečamo, gremo kak koncert skupaj oddelati, recimo Alfi pa jaz smo vsak december v zelo znani diskoteki v Mariboru, kjer je sama mladina in ko vidiš to sceno, da na Alfijevega muzikanta začnejo tisti, ki ponavadi poslušajo, ne vem, Pitbulle pa tehno, začnejo valček vrteti, je to meni super, to neko spoštovanje, bi rekel, do muzike, ne, ker za mene je muzika dobra pa slaba, nič drugo. Tako je, bravo, zdaj si pravilno definiral. Kaj zdaj trenutno ti počneš? Polagaš rime, nastajajo nove zgodbe, nove pesmi? Jaz delam na dveh projektih oziroma 2 smeri. Eno je v keramičarski smeri, se pravi, postal sem letos oziroma septembrom tudi učitelj praktičnega pouka na srednji gradbeni šoli v Mariboru. Odejno. To je en izziv, ko sem ga zdaj sprejel in uživam v tem in je fajn. Poleg tega delamo eno zgodbo in če bo vse po sreči, upam, da bo čim prej, kar se tiče keramike, rekel, da je še to ena skrivnost, nekaj velikega bomo naredili tudi v tej smeri, kar se tiče ploščic. V drugi smeri pa se zdaj spravljam počasi v studio, delati nekaj novega materijala, večinoma pa igramo po klubih, po koncertih z eno tako zasedbo, ki se reče Six Pack Čukur and the Hangover Ladies, kjer sta poleg mene 2 back vokalistki, Nina in Tanja, in špilamo vse od mojih komadov do punce prevzemejo kakšne klasike, kot so Bon Jovi, Guns N' Roses, oziroma en tak paket smo naredili, ki zabava vse generacije. Razmišljaš o kakšnem velikem spektaklu, recimo koncertu, ki ga je napravila Tanja Žagar v Hali Tivoli? Tako si predstavljam eno tako sceno, tako na velikem stage. Jaz si predstavljam eno tak velik koncert, ampak na eni čist drugi sceni. Recimo v tovarni Gorenja keramike, recimo. Med ploščicami, med paletami, ne? To si predstavljam. Upam, da bo kdaj. Da viličarji prepeljejo not palete. Točno to, roboti šibajo mimo in vozijo šampance in to je to. Ja. Jaz si sam želim, tako sem prej že rekel, želim si, da bi moče malo bolj zalaufala ta scena, da bi se začelo konec koncev malo več denarja vrteti, da bi bila podpora strani manjših klubov, da bi se pobirale vstopnine, da bi folk dal tudi za to in da bi se lahko moče vrnili na stara pota, da bi z mano bil kak band, ne? Da bi imel live za sebe. Kaj ti še veliko pomeni v življenju, poleg, vidim, da rap in ploščice oziroma keramika, najbolj, je pa še kaj drugega najbrž, ne? Ja, jaz sem vpet, tako sem že sam rekel, prepletel sem vse to, kar delam, v muziko, v keramiko. Tako da je v bistvu, ne to vse, kar delam, ne? Če ne to delam to, zelo veliko mi pa pomaga moja žena, oziroma ona je prisotna skorda tudi danes. To imamo občutek, ja, da je... Delamo vse skupaj. Kaj ti pomeni veza, partnerstvo? Ja, to sem hotel reči, da mi mogoče moja žena dosti pomeni, ker brez nje bi mogoče tudi konec koncev že zaradi teh ups and downsov v muziki verjetno delal že kaj drugega, pa je ona vedno bila tista, ki je zagnala iz nekega marketinškega oziroma
poslovnega kota, da smo spet začeli delati, da smo se prilagodili malo trgu, da še vedno to delam in skupaj funkcioniramo super. Kaj bi mi še tako pomenilo? Ne vem. To je to v bistvu. Probam muziko in moje življenje združiti kot neko eno ladjo, ki šiba in se ji dogaja vse žive stvari. Se pravi, vse skupaj je the way of life, ne, način življenja. Tako je. Hvala, ker si prišel na kavo. Hvala za povabilo. Bodi dobro in srečno. Enako.